Na audienco s papežem Frančiškom so danes prišli zaposleni pri Italijanskem narodnem zavodu za socialno zavarovanje. Okoli 2300 se jih je zbralo na trgu Svetega Petra, papež pa jih je med drugim spodbudil, naj se vedno zavedajo dostojanstva vsakega delavca, za kar si svojim delom tudi prizadevajo. Non dimenticare l'uomo, questo è l'imperativo. Ne pozabiti človeka, to je imperativ, je poudaril sveti oče. Amare e servire l'uomo con coscienza, responsabilità. Ljubiti in služiti človeku z znanjem, odgovornostjo in razpoložljivostjo, delati za tistega, ki dela, in navsezadnje za tistega, ki bi rad delal, pa ne more. Ne delati tega kot delo solidarnosti, ampak kot dolžnost pravičnosti in subsidiarnosti. Podpirati najšibkejše, da ne bosta nikomur zanikana dostojanstvo in svoboda do življenja, ki je pristno človeško. Težka naloga Zavoda za socialno zavarovanje je, da si prizadeva zagotavljati subvencije, ki so nujne za življenje brezposelnih delavcev in njihovih družin. Non manchi tra le vostre priorità un'attenzione privilegiata per il lavoro femminile. Naj med vašimi prioritetami ne manjka prednostna pozornost za žensko delo, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval, naj prav tako ne manjka pomoč v primerih materinstva. Vedno je namreč treba zaščititi pravkar rojeno življenje in tistega, ki mu vsak dan služi. Nikoli naj se ne opusti zavarovanje v obdobju starosti in bolezni ter v primerih nesreč na delovnem mestu. Ne sme se zanemariti pravice do pokojnine, pri čemer je papež poudaril, da gre za pravico, kajti to tudi je. Siate consapevoli dall'altissima dignità. Zavedajte se pomembnega dostojanstva vsakega delavca, ki mu dajete na uslugo svoje delo. Ko podpirate dohodek med in po delovnem obdobju, prispevate k kakovosti njegovega dela in vlagate v življenje po meri človeka. Frančišek je pojasnil, da delati med drugim pomeni podaljšati delo Boga v zgodovini, prispevati na oseben, koristen in ustvarjalen način. S tem, ko zaposleni pri Narodnem zavodu podpirajo delo, podpirajo tudi Božje delo.